Živijo! Današnji webinar 7 korakov, kako voditi podjetje skozi krizo. Z mano je Darko Butina. Darko živi v Švici, drugače pa član uprave podjetja Nectera in Chief Growth Officer. V preteklosti je upravljal kar nekaj zanimivih pozicij in delal v zanimivih podjetjih od leta nazaj, ko so se mi prvič po moje srečala član uprave na Najdiju, to je bilo 2006, 2007, tam nekje dolgo let. Vraž par let nazaj, sam par let nazaj. Par let nazaj, ja, se smo še mladi. Potem Trimo, elektroenergetika, direktor Mimovrste v času, ko se je Mimovrste prodajal, kakor se jaz spomnim, ne da? Tako. In potem počasi še malo drugih zanimivih zgodb se vpletel v različne startupe kot svetovalec, kot investitor in, tako kot sem rekel, zadnje čase živi in deluje v Švici. Darko je izreden strokovnjak, kar se tiče upravljanja podjetij, predvsem v kriznih časov, tako imenovanih turnaroundov, se pravi obrat v poslovanju, tako da mislim, da danes bo izredno zanimiv pogovor. Kot ponavadi na desni strani imate chat, sprašujte vprašanja, probali bomo čim več odgovoriti. Darko, živijo! Živijo. Pozdrav tudi vsem, ki naj gledajo in poslušajo. Jaz mislim, da prvo vprašanje je dokaj preprosto z moje strani. Kako ti gledaš na tole trenutno situacijo? Je to zdaj kriza, grozna eksistenčna kriza ali vidiš tudi kakšne priložnosti? Mislim, sigurno je kriza, ne? To se ne da zanikati, glede na to, kaj vse se dogaja in kako je tudi poslovna dejavnost se v bistvu zmanjšala v zadnjem času. Na drugi strani je pa tako, da se je ogromno stvari predrugačala, ne? Kaj mislim s tem, da se je predrugačal? Predvsem način deliveryja, predvsem pri storitvah, je ekstremno drugačen, kot je bil prej. Vse dejansko je tisto, kar smo probali prej delati z digitalizacijo, tekom zadnjih 20 let se je v bistvu v trenutku marsikje zgodilo in postalo dejstvo v zadnjih tednih. Tako da to, kar si vprašal, a je to kriza ali priložnost, mislim, da je mešanca obojga. Tako da je treba gledati tudi na to trenutno situacijo na način, da se da iz tega izpeljati pa najdeti tudi priložnosti, ki ne bojo obstajale samo zdaj, ampak tudi po koncu te krize oziroma po koncu vseh teh problemov povezanih z COVID-19. A pa meni se zdi, bi ti rekel, da se podjetja večinoma so bila ujeta nepripravljena na to situacijo? Kakšno je tvoje mnenje o tem? Nekatera ja, sigurno, recimo tista podjetja, ki sploh niso imela možnosti prej, naprimer spletnega nakupovanja, so bila sigurno ujeta nepripravljena. Kaj mislim s tem, recimo, tukaj v Švici sem opazil, da so zdaj nenadoma vse lekarne začele ponujati remote naročanje in dostavo zdravil na dom. Torej, brez obiska lekarne, kar prej sploh nisi mogel delati, oziroma je bil zelo omejen nabor lekarn, ki so imeli svojo ponudbo na spletu. Zdaj, vse te lekarne, ki to ponujajo, še zmeraj tega ne ponujajo prek spleta, ampak jih moraš poklicati. Ampak verjamem pa, da po koncu te krize bojo sigurno začeli razmišljati o tem, kako lahko svojo ponudbo prezentirajo pa ponudijo recimo tudi na spletu. Tako da se pravi, če z drugim besedam pravilno razumem, product market fit, ki ga trenutno imajo te lekarne, v tem primeru ni idealen, ampak s časoma ga bojo mogli najti malo bolj. Ja, in to mislim, da je tudi pri ogromno drugih podjetjih. To na eni strani. Na drugi strani so pa nekatera podjetja ali pa sploh akademske inštitucije, ki prej sploh niso ponujale, recimo razne šole, univerze in podobno, ki sploh niso ponujale izobraževanja na daljavo, so dobesedno čez noč začela ponujati taka izobraževanja. Raven en teden nazaj, v ponedeljek, sem imel pogovor z eno profesorico iz University of Miami, ki mi je povedala, da so se na njeni univerzi trudili že zadnjih 10 let, da bi ponudili neke zadeve remotely, da bi pač ponujali izobraževanje na daljavo, pa jim ni uspelo. Zdaj, ko se je pač virus zgodil tudi v Ameriki, jim je uspelo dobesedno v enem tednu cel staff preseliti v home office in vzpostaviti orodja, s katerimi dejansko poučujejo študente na daljavo.
In je bila prav presenečena, da jim je to ratalo, kljub temu, da niso imeli prej čisto nič pripravljeno. Kaj hočem sam s tem reči, je, da ogromno firm, sploh storitvenih, ki so vezane na neko komunikacijo in tako naprej, so ugotovila, da ta digitalna orodja, ki so vseeno okrog nas že kar nekaj časa, lahko suportirajo to in jim je v bistvu uspel dejansko cel njihov posel preseliti v popolnoma remote okolje. Tako da moram priznati, da sem en mičkam presenečen, da je toliko firmam pa inštitucijam, ne glede na ta šok, uspel to toliko hitro narediti. Ne. Tako da to, kar si prej vprašal, so bile firme pripravljene ali ne, bi vseeno bila moja ocena, da pravzaprav boljš, kot bi si kdorkoli od nas prej upal predstavljati. Ja, se strinjam. Jaz mislim, da tudi kar naenkrat so vsa podjetja in vse organizacije in vse inštitucije nekako dvignili svojo stopnjo agilnosti. Z drugim besedami. Včasih so, tako kot si sam povedal, trajali 10 let, nihče se ni hotel tvegati zaradi tega, ker bo pač to ogrožalo po vsej verjetnosti njihove druge prodajne kanale. Zdaj, ko so drugi kanali, razen digitale, izginili, so vse pripravljeni malo bolj hitro pristopati k spremembam. Mogoče se malo navežem, par dni nazaj si objavil en super članek, ki je poimenovan in bil tudi nadih za tale webinar 7 korakov za uspešno vodenje podjetja skozi krizo. Kaj je po tvojem mnenju trenutno največja nevarnost za podjetja? Mislim, nasplošno največja nevarnost za obstoj podjetij, generalno, ne samo v času krize, je ena, ki je v bistvu zelo enostavna, ne? Ki se ji reče, v bistvu, da jim zmanjka sredstev za operiranje, ne? Torej likvidnost. Ne? In to je tudi trenutno daleč največji problem, pa nevarnost za kjerokoli podjetje. Torej, če podjetje nima denarja, da pokriva svoje obveznosti, je dejansko v zelo veliki nevarnosti, da pač propade, da pride do stečaja in da je treba podjetje zapreti. Zato je v bistvu tudi ta največji fokus pri kakršnih koli ukrepih v krizi, najprej stabilizacija likvidnosti, potem pa iščeš vse ostale stvari. Ok, lahko mogoče tukaj malo bolj konkretiziraš, če sem jaz zdaj podjetnik ali pa direktor, kako se tega lotiti? Ja, zdaj mislim, v tem članku, tako kot si omenil, sem jaz probal identificirati 7 korakov, ki grejo v bistvu skozi to, da najprej moraš vedeti točno, kje si, moraš vedeti, koliko denarja imaš, koliko imaš razpoložljivih likvidnih sredstev, moraš vedeti, koliko boš trošil na mesec, pod predpostavko, da je ta kriza vplivala toliko nate, da si potencialno prišel iz profit makinga v loss making, da veš, za koliko časa imaš denarja, to je pač funkcija, pač koliko denarja imaš na voljo, pa koliko trošiš, da veš, koliko časa imaš, preden potencialno ti zmanjka denarja, in potem iščeš ukrepe, s katerimi lahko to mitigiraš. Zdaj, v času te krize konkretno je ogromno enih ukrepov strani vlade, bank. Mislim, Slovenija je sprejela, mislim, da paket ukrepov za 3 milijarde evrov, Švica, na primer, za enkrat 42 milijard, trenutno napovedujejo že, da bojo spumpali v gospodarstvo in med ljudi okrog 110 milijard frankov. Amerika je sprejela ukrepe z ludicrous amountom 6 trilijonov dolarjev. Tako da je ogromen enih inštrumentov trenutno na voljo, s katerimi, ki jih lahko pač podjetja izkoristijo, zato da to krizo nekako premostijo. Tukaj je treba samo toliko upozoriti, da vsi te ukrepi standardno niso brezplačen denar, ampak so posojila, ki jih bo treba nekoč poplačati. Na drugi strani imaš potem tudi opcije, kot če tvoji družbeniki imajo neka sredstva na zalogi, s katerimi lahko firmo podprejo, lahko kombiniraš in pol se moraš pač odločiti, za kakšen miks teh ukrepov boš uporabljal, pa ne pozabiti na to, da situacija se bo bila verjetno še naprej precej dinamična. V tem smislu, da trenutno so ukrepi taki, kot so, te ukrepi se bojo sigurno malo spreminjali, tudi znotraj, ne vem, razni partnerji, s katerimi podjetja trenutno delujejo, bojo verjetno propadali znotraj te krize oziroma tekom te krize, kar pomeni, da se bo celotna situacija toliko spreminjala, da je treba biti v bistvu, kot si ti že sam prej omenil, precej agilen, pa reagirati sem niti ne na mesečni ravni, ampak bolj na tedenski do dvotedenski ravni, da se pač pogleda, kakšna je situacija in pol ukrepe ustrezno prilagaja temu.
Ja, zelo dobro si zdaj povedal. Gotovo eno od glavnih problemov ali pa izzivov trenutno je zelo dinamična situacija. Od tega, kakšni so ukrepi, ki so na voljo, do tega, kakšno je stanje v gospodarstvu, kakšno je stanje na trgu. Če sem prav razumel, eno od prvih stvari, ki bi jih mogli izračunati, je burn rate. Se pravi, koliko imamo seveda finančne rezerve in koliko hitro mi izgubljamo denar. Se pravi, koliko minusa točemo na mesec ali pa na teden. Glede na to, da se zadeve tako hitro spreminjajo, kako naj računamo ta burn rate? Lahko ga danes izračunam, vem, kakšno je stanje, ampak čez 2 tedna bo drugačni ukrepi vlade, drugačno stanje bo na trgu, kar se tiče mojih partnerjev, drugačno bo stanje glede naših naročnikov strank. Kaj pa to pomeni? Vsak teden na nov računati? Mislim, treba je sigurno spremljati. Zdaj, sam burn rate, kako ga naračunati, mislim, se kakšne velike umetnosti tukaj niti ni. Pač vedeti moraš, kakšne prihodke si lahko obetaš, pa kakšne odhodke imaš. Zdaj, večina podjetij, ki se tega loteva, je mogoče malo težko to iz nule graditi, pa je bolj vzeti za osnovo to, kjer si že bil ali pa kjer si danes, ali pa kjer si bil do krize. Pomeni, da če poznaš, kakšno je tvoje poslovanje, če veš približno, kakšne prihodke pa kakšne stroške imaš, in posledično, kakšen imaš profit, in preko profita, kakšen imaš pač cash flow, lahko to vzameš kot izhodišče in potem ocenjuješ na eni strani, kakšne prihodke si lahko obetaš v prihodnosti, in ta konc je siguren konc, kot si ti omenil, ki se spreminja lahko relativno pogosto, ampak moraš to sigurno predvidevati in gledati. Na drugi strani, zato, ker se pogovarjamo o likvidnosti, ne pozabiti na to, koliko teh prihodkov bo dejansko plačanih. Zato, ker to, da izstaviš fakturo, še ni enak temu, da imaš denar dejansko na računu. Denar moraš imeti na računu, zato da si likviden. Tako da ta konc se splača dodatno ocenjevati. Pa zraven je to tudi priložnost za vsa podjetja, ne samo priložnost, bi prej rekel celo obveza, da dejansko pogledajo, kateri stroški so res potrebni in jih probajo optimizirati. Torej, obstoječe stanje, da spravijo samo do potrebnih stroškov. Tukaj tudi pomaga, če si narediš tudi kakšen krizni scenarij, ki mu lahko rečeš keep the lights on, torej minimalne stroške, ki jih moraš imeti, zato da lahko posel v obstoječem obsegu funkcionira naprej, brez nekih vložkov. In pač ta vaja te pripelje načeloma do tega, da veš, koliko denarja boš trošil. Zdaj, kje so one predpostavke, s katerimi lahko operiraš? Moje osebno pričakovanje je, da cela ta zgodba okrog koronavirusa bo trajala do konca tega leta. Ne mislim, da bo čisti lockdown, kot ga vidimo zdaj v raznih državah, trajal do konca leta. Pričakujem, da bo ta lockdown trajal tam nekje do maja, junija, glede na vse, kar poročajo in okrog možnih zdravil in okrog flattening out the curve in tako naprej, da pač v tem obdobju nekje se bo popolni lockdown počasi začel sproščati, bo pa trajal ziher še 3 do 6 mesecev, preden bomo prišli do, rečemo temu, normalnega obsega poslovanja. Kaj hočem s tem reči, je, da pač pri tem, ko planirate svoj burn rate, morate to planirati relativno dolgoročno. Ni to zgodba samo enega meseca. Če kdo misli, da bo tega konc v 1 tednu ali pa 2 tednih ali pa 1 mesecu, se po moje precej moti in bi bilo nevarno se na to zanašati. Se pravi, vsaj 6 do 9 mesecev nekako survival mode moramo imeti. Zdaj, v sklopu tega je pa tako, da če odkriješ kakšno priložnost znotraj tega, ta priložnost vpliva na to, da lahko povečaš prihodke, ker ti lahko tudi zmanjša burn rate ali pa te celo pripelje v pozitivno situacijo. Tako da tudi ta konc ni za zanemariti, je pa treba zraven upoštevati, da kjerkoli pivot, kjerkoli sprememba poslovnega modela, kjerkoli sprememba tega, kaj podjetje ponuja, se skoraj nikoli se ne da tega implementirati v 1 dnevu ali pa v 1 tednu. Čeprav razumem, kar si zdaj zadnje povedal, kriza je, paziti moramo na našo likvidnost, paziti moramo na burn rate, ampak ne pa samo gledati, kako bomo preživeli.
pa čakati teh 6-9 mesecev, da kriza mine. Obstajajo na trgu priložnosti in treba je biti odprt in nekako pivotirati v smer, da tudi mogoče kaj novega ponudimo na trgu. Se pravi, po tvojem mnenju je opcija in je priložnost, da se tudi kakšne investicije govorimo v nove zadeve, v nove poslovne modele, v nove produkte trenutno splača delati. Ja, mislim, obstajajo industrije, ki v bistvu te krize prav prosperirajo. Ne. Cela farmacevtska, medicinska industrija v bistvu prosperira, zato ker trenutno je no limits vložkov v vse zadeve povezane s to industrijo. Na drugi strani imamo pač e-commerce kot tak, ki doživlja pravzaprav v vseh državah trenutno neverjeten razcvet, nekaj, kar si nihče ni mislil, da bo tako visoko šlo. Lahko vam dam en primer. To moje podjetje, NetCetera, med drugim nudi ogromen enih payment produktov, kjer v bistvu gre ogromen spletnega prometa, torej spletnih plačil, se izvrši tudi s pomočjo našega softverja. Kar nam to omogoča, je, da recimo vidimo, kaj se dogaja z količino transakcij prek spleta. Je treba vedeti, da ogromen konc spletnih plačil v preteklosti je bil vezan na hospitality, torej cel travel segment. Hoteli, letalske karte in tako naprej, in na recimo sports betting. To so recimo industrije, ki so bile v tej krizi dobesedno shutdownane, čist full stop pravzaprav. Zdaj, kaj se je zgodilo, je, da je v bistvu spletna trgovina, povečanje pač same prodaje prek spletnih trgovin je dobesedno nadomestilo to. Kar je ogromno povečanje, če si človek poskuša predstavljati, da v bistvu ena industrija pol nadomesti ene par takih močnih driverjev spletnih plačil. In to pomeni, da če imaš rešitve, ki pomagajo industrijam, ki grejo navzgor, imaš tam noter sigurno priložnosti. Druga zadeva, ki je, da življenje nasplošno, kljub temu, da se nam je zdelo v zadnjih tednih, da se je malo ustavilo, se nikoli ne ustavi. Ljudje se mogoče lahko ustavimo za 2-3 tedne, kot recimo, ko gremo na dopust, ki nič ne delamo, recimo, ampak potem se zadeve začnejo naprej počasi premikati. Pomeni, da ljudje bomo trošili, bomo porabljali, bomo komunicirali med sabo in tako naprej. In tista podjetja, ki bojo znala izkoristiti kanale, ki so zdaj trenutno aktualni in ki bojo verjetno ostali aktualni tudi skozi daljši čas, predvsem digitalne kanale, lahko verjetno tudi v tej krizi precej povečajo svoje prihodke, pa so potencialno izidejo iz krize kot popolni zmagovalci. Ja, super si povedal, pa malo, mogoče se lahko zdaj navežemo tudi na tvoje izkušnje iz MIV vrste. Zdaj vsaj v Sloveniji je ogromno fizičnih trgovcev, ki nikakor niso pripravljeni bili na tole in nimajo niti spletne trgovine. Njihov trenutno cel poslovanje stoji. Ali je zdaj resno, ali ti misliš in resno verjameš, da v tem trenutku naj investirajo, in to gotovo ni par 100 evrov, ampak par 1000 evrov, si postavijo na hitro spletno trgovino, začnejo oglaševati in vzpostavijo čist online prodajo, ali ne? Ker investicija, kot rečeno, nima jih. Draž? Ja? Malo sem te zgubil na koncu. Da, bom ponovil. Da investicija glih. Ja, pač en kup je majhnih fizičnih trgovcev, ki sploh nimajo spletne trgovine, ali je trenutno res, ali bi bil tvoj nasvet, ja, investirajte par 1000 evrov, da postavite spletno trgovino in greste v oglaševanje svoje ponudbe preko spleta, glede na to, da se jim je fizična prodaja v fizičnih lokacijah čist zaustavila. Ja, glej, jaz mislim, da je to vprašanje treba odgovoriti na 2 načina. Eno je, zdaj, a podjetje sploh lahko preživi, če nič ne prodaja. To pomeni, da če ima zaloge, ki jih je verjetno moralo plačati, ali jih bo pa moralo v kratkem plačati, če ne prodaja, podjetje sploh lahko preživi. Če je odgovor, da ne more, potem je sigurno smiselno poiskati načine, na kakšen način sploh lahko to spravi v prodajo. Še huj, v nekaterih primerih je zaloga perishable, torej bo rok trajanja potekel in jo bo treba
v bistvu uničiti. V takem primeru, če podjetje ne bo nič naredilo, bo ostalo za zalogo, ki bo v bistvu vredna na koncu nič, ker ni trajno blago, bo v bistvu izgubilo vse tisto, in je spet pol vprašanje, sploh lahko preživi neki tasga. In če je odgovor na to, da nikakor tega ne more preživeti, to pomeni, da če nič ne proda, mora poiskati načine, kako to lahko prodaja. Zdaj, en način je ta, ki si ti omenil, da gre pač v spletno prodajo. Drugo je, da malo smo pozabili tudi v času spletne prodaje, ampak jaz saj tukaj v Švici, ki imajo mogoče v nekaterih koncih in krajih, imajo še precej konzervativen mindset, je ogromno stvari, ki so vezane na neke lokalne zgodbe. Kaj to hočem s tem reči? Od direktne prodaje in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da podjetje more poiskati, v primeru, da ne more pritisniti pavze, druge kanale za prodajo. Zdaj, kot si ti rekel, ali je to spletna trgovina ali pa kakšni drugi pristopi. A se splača vložiti teh par tisoč evrov? Mislim, če je to, če obstaja verjetnost, da zaradi tega podjetje preživi, pa da potem prosperira, je odgovor ja. Ja, se strinjam. Tle se mi takoj en tak izziv pojavil. Rečemo, da pač imam zalogo, moram iti na online, želim iti na online, ampak na drugi strani imam mimo vrste in podobne trgovce, ki vse to že prodajajo. Glej pa govorim o kakšna konkurenčna prednost in kakšno pozicioniranje pa je zdaj lahko naredim kot ena mikro ali pa dokaj majhna trgovina in spletna trgovina napram spletnim velikanom, ki jih imamo že v Sloveniji. Dal bom primer tiste lekarne tukaj v Švici, v moji bližini. Jaz živim v enem koncu Züricha, ki se mu reče Hank. In je tukaj ene par lokalnih lekarn, kaj ti delajo. Na eni strani so takoj omogočili remote naročanje, torej, kot sem že prej omenil, prek telefona, ne prek spleta. Na drugi strani pa je dostava takojšnja. Dostavljajo popoldne ob določenih urah vsak dan med delovnikom. Vsak delovnik. In zdaj, kaj je tukaj konkurenčna prednost, je v bistvu to, da če ti naročiš prek kjerkoli spletnega trgovca, trenutno, recimo naprimer v Švici, boš čakal, ne vem, en teden, mogoče celo 2 tedna, preden boš blago dobil. Z pristopom, kjer oni v enem mikrookolju vseeno dostavijo v trenutku, v bistvu v istem dnevu ali pa naslednji dan blago, je to precejšnja konkurenčna prednost. Tako da jaz mislim, da tudi mikrotrgovci imajo lahko konkurenčne prednosti, se morajo pa pravilno pozicionirati. Ok. Kaj pa, če se na drugo stran trga vrževa, mogoče kakšne tvoje izkušnje povezane bolj z elektroenergijo in trimam, ne vem, če je applicable na trenutno situacijo, ampak vseeno, polovica, če ne več procentov gospodarstva je usmerjeno v B2B, se pravi poslovanje med podjetji. Kakšen je tvoj nasvet njim? Kaj naj trenutno delajo v tej fazi, ko je gospodarstvo bolj kot ne na lockdownu? Mislim, elektroindustrija mislim, da nima takih blaznih težav, zaradi tega, ker so osnova za poganjanje, mislim, za naše življenje pravzaprav. Tako da tam, po moje, ni poante govoriti o krizi, čeprav na drugi strani so recimo izgubili ogromno strank iz industrije, ker je industrija na primer ustavila obratovanje. Industrija je tudi na splošno proizvodna velik potrošnik električne energije, tako da morajo te stvari nekako pohendati. Ampak bi rekel, da se ena elektroindustrija ima precej bolj stabilno bazo kot marsikakšna druga. Zdaj recimo proizvodne, kot so na primer Trimo, ostali, tam je situacija precej bolj kompleksna. Zdaj, zakaj pravim kompleksna? Zaradi tega, ker oni na eni strani izvršujejo posamezna naročila, ki jih dobijo, rečemo temu just in time production, na drugi strani pa nekatere stvari vedno lahko delajo tudi na zalogo, če imajo standardizirane produkte. Zdaj, konkretno Trimo ima določen konc standardiziranih produktov v obliki pač teh panelov izolacijskih, kar pomeni, da lahko določen konc proizvodne operira tudi v situaciji, ko nimajo
prav specifičnih novih naročil, dokler imajo pač neke skladiščne kapacitete in tako naprej. Tako da v takih proizvodnjah se vidi pol dodana vrednost tega, da imajo standardizirane izdelke, pa da niso nujno vsi izdelki popolnoma custom made. Zdaj v tistih industrijah pa proizvodnjah, kjer je situacija malo drugačna, da nimajo tega luksuza, ki sem ga prej opisal, je pa tako, da bojo morali preživeti določeno časovno obdobje, verjetno brez oziroma z bistveno zmanjšanimi naročili kot v preteklosti. Zdaj, kaj to pomeni? Pomeni, da pač tiste podjetja, ki so kapitalsko ustrezna, ki imajo zadosti velike rezerve in podobno, bojo to nekako uspela. Ogromen konec stroškov namreč v proizvodnih podjetjih je variabilnih, ker so vezani na to, da ti pač nabaviš materiale, iz katerih potem ti delaš proizvode, kar pomeni, da če ti ne proizvajaš, tudi materialov ne boš nabavil. Tako da efektivno lahko en konec stroškov dosti dobro ustaviš. Seveda imaš pa problem, da tam, kjer si imel investicije, se ti v določenem času, amortizirajo se ti že stroji, ampak jih pa ne moš uporabljati. Tako da tiste pa pol malo drugo zgodbo. Večino B2B-jev je klasična naročila ponovadi dobivali v fizičnem svetu, preko sejmov in podobnih zadev, ali pa s poslovnih sestankov, ki so se dogajali. Ali misliš, da se da to simulirati preko spleta in z različnimi spletnimi aktivnosti dejansko pridobivati naročila, ali pa saj kontakte, lide? Moje mnenje je, da ja. Jaz sem tudi osebno investitor v podjetje, ki se imenuje Cognizant iz Londona, ki v bistvu se ukvarja ravno s tem, za sales lead generation ali pa discovery. In konkretno to podjetje je že v preteklosti dokazalo, da se da iz tega zelo lepo rasti in delati prihodke in učinkovito to izvajati. Pa tudi zdaj tekom krize se kaže, da znajo biti v super poziciji, da pridejo ven kot zmagovalci. Zdaj, sejmi in podobno so bili sigurno do zdaj izjemno pomembni, hkrati so pa bili tudi relativno neučinkoviti oziroma, tako rekel, zelo old school industrija, zelo dolg časa vnaprej si moral planirati, rezultati niso bili sigurni in tako naprej. Z popolnoma digitalnim pristopom, iz tega, da dobiš te prave lide, da jih znaš nagovoriti in da jih potem pač spraviš do tega, da postanejo tvoje stranke, mislim, da se da take stvari dejansko in de facto nadomestiti. Pomemben element tega pa je to, da se morajo ljudje navaditi remote prodaje. Zdaj ne vem, vsi poznamo SaaS podjetja, Software as a Service companies, za katere je v bistvu značilno, da tista SaaS podjetja, ki prodajajo v Ameriki, pa ki so uspešna pri tem, so bistveno bolj uspešna kot naprimer v Evropi ali pa kjerkoli drugje po svetu. Zdaj, zmeraj je vprašanje, zakaj je temu tako. In en možen odgovor, vsaj recimo, da je to moj pogled na zadevo, je ta, da Američani zaradi razseljenosti svoje in zaradi značilnosti njihovih mest in vsega ostalega, kjer recimo public transport ponavadi ne funkcionira dobro, moraš se z avtom voziti, in situacije na zahodni obali v San Franciscu so take, da se voziš tudi po 2 uri sam iz enega konca mesta na drugega in podobno, pripeljejo do tega, da so ljudje dejansko prisiljeni, da se jim toliko bolj splača in je bolj optimalno komunicirati in prodajati nadaljavo, kot pravzaprav kjerkoli drugje po svetu. Recimo tukaj v Švici ali pa tudi v Sloveniji imamo za kar eno standardno zadevo, da kdorkoli hoče kaj prodati, ga moraš osebno videti, osebno se dobiti z njim ali z njo na kavi, kosilu, nečemu, preden ti lahko nek posel skleneš. Tega, na primer, je v Ameriki bistveno manj. Pa od Evrope pa recimo naprimer v Londonu, kjer je situacija tudi podobna glede transporta, naprimer iz enega konca Londona na drug konc Londona. In zdaj, kaj hočem sam s temi primeri povedati, je, da ko enkrat sprejmeš to, da lahko ti tudi na remote način zgradiš nek odnos in s tem tudi zaupanje, potem te zadeve postanejo lažje. Ker razlog, zakaj so sejmi drugače tako popularni, je predvsem v tem,
da pač ti ljudi, ki spoznaš, lažje zgradiš neko zaupanje. In v biznis segmentu je tako, da so produkti in storitve dostikrat zelo kompleksni in jih ti zelo težko razložiš čisto vse detajle in stranka na drugi strani zelo težko res preveri popolnoma vse detajle, kar pomeni, da v enem koncu ti preprosto mora zaupati, da boš ti naredil tisto, kar si obljubil, da boš naredil. In do tega zaupanja ljudje najlažje pridemo pač prek osebne interakcije. S tem, da tudi osebna, tudi remote interakcija, sploh recimo to, kar naprimer danes delamo, za tem webinarjem ali pa prek raznih Zoomov, Teamsov, Hangoutsov in vsega ostalega, ti lahko do neke mere nadomesti to, in verjamem, da če bomo ljudje začeli to sprejemati, ne bom rekel, da kot popolni ekvivalent, ampak kot zadosti dober nadomestek, osebnemu stiku se zna tudi ta prodaja uspešno izvajati. In s tem v bistvu pol tudi lažje nadomestiš vse te sejme in vse ostalo, kar si prej omenil. Ja, super. Malo si prej omenil že tvoje investicije v različne startupe, pa kot smo že na začetku pogovora omenili, si bil v kar nekaj uspešnih slovenskih večjih zgodbah vključen v management in v dejansko turnaround teh podjetij. Ampak, če govorim malo bolj o startupih, pa v grown-upih, se pravi podjetjih, ki so že mogoče prebila neko mejo profitabilnosti in zdaj pospešeno rastejo, kakšni bi bili tvoji nasveti, kaj se lahko od njih naučimo? Ker tipično za startup je, definicija skoraj startupa je, da ima omejeno finančno zalogo oziroma ima določen runway, kar pomeni obdobje, v katerem mora sproducirati produkt in zaživeti, postati profitabilen, imajo burn rate, kot so ga omenjali in podobne zadeve. Se pravi, s tem, kar se zdaj mi srečujemo, celotno gospodarstvo, startupi v osnovi živijo. Kaj torej se lahko naučimo od startupov in preslikamo v današnji čas na ostala podjetja? Startupi pač, tako kot si sam omenil, funkcionirajo z omejeno količino sredstev. Tako, by the way, startupi danes so verjetno skoraj v boljši poziciji v marsikaterem pogledu kot tradicionalna industrija ali pa tradicionalna podjetja. Preprosto zaradi tega, ker so res navajeni s tem funkcionirati in tudi, ker ogromno startupov je še zmeraj v tej fazi, ko nabirajo neka sredstva, zato da potem lahko določeno časovno obdobje pač poslujejo. Zdaj, tisti startupi, ki jim rata ta sredstva nabrati pred krizo, so itak v idealni poziciji, ker bojo lahko weather out the storm, pač preživeli. Zdaj, kaj se lahko tradicionalna podjetja naučijo od startupov, je predvsem ta agilnost, bi jaz temu rekel. Pomeni, da se res ocenjuje in gleda in spremlja, kaj se dogaja v poslovanju posameznega podjetja, kaj se dogaja v okolju, da se drži nek prst v bistvu se spremlja utrip tudi strank, kako one reagirajo na trenutno situacijo in da se potem zelo hitro prilagodi temu. Zdaj, prej smo že govorili o tem, da pivoti so težki, da se jih ponavadi tudi ne da v enem dnevu ali pa enem tednu narediti, se pa dostikrat da z nekimi inkrementalnimi koraki pravzaprav priti do nekega pivota. Zdaj se bom navezal na primer iz akademske industrije, torej razne univerze in podobno. Noben od nas ni dejansko predstavljal, da bo to remote šolanje lahko dobesedno čez noč zaživelo, pa potekalo relativno nemoteno. Vsaj to je moje osebno opažanje. Kljub temu, da gre v bistvu za fundamental change načina, kako se podaja znanje. Tako da, če si sposoben biti toliko odprt, pa reagirati dosti pogumno, pa hkrati pač, da si diligent pri stroških in vsemu, da res paziš, zakaj namenjaš denar. To je ta konc, ki si ti omenil, da so startupi še večinoma posebej dobro zverzirani, ker delajo z omejenimi sredstvi. Znaš to krizo pač prebroditi,
in dejansko najti nove priložnosti v njej. Pa po mojem mnenju še eno pomembno lastnost imajo startupi, ki je zelo koristna v teh časih. To je, da praktično njihov modus operandi je, da konstantno iščejo nove rešitve, se pravi, že sama struktura, kako so organizirani, ali zdaj govorimo o growth hacking timih ali kaj podobnega, pa pustimo, ne bo se spuščalo samo iz razoslovja, ampak mindset, ki ga imajo, je vedno iskati rešitve, iskati inovacije, testirati, konstantno testirati, kako glavne kazalnike poslovne obrati še više navzgor po krivulji. Zdi se mi, da klasična podjetja je bil njihov modus operandi, če v proizvodnji govorimo, proizvodno imamo fiksno, kako delamo po enem ustaljenem postopku in podobno tudi v ostalih dejavnostih. Ali po mojem mnenju se mi zdi, da bo tukaj glavni issue, kako zdaj ta klasična podjetja spremeniti mindset v tem, da moramo začeti iskati te nove inovativne rešitve. Ne samo, da moramo postati agilni, to mogoče se lahko strinjamo, ampak kako zdaj 100 ljudi, ki jih imamo zaposlenih, ki so navajeni delati po enostaljenem vzorcu, reorganizirati v podjetju, spremeniti mindset, da bojo spadali v ta nov način razmišljanja. Mislim, moj oseben pogled na to je mogoče ničkrat drugačen. Ja, obstaja tudi še zmeraj kar nekaj takih podjetij. Mislim tudi, da v določenih okoljih je tovrstnih podjetij, ki se niso pripravljena toliko spreminjati, še zmeraj relativno veliko. Moram priznati, da tudi v Sloveniji. Medtem ko na drugi strani bi pa vsem rekel, no, da v zadnjih 10 letih se je zgodil kar precejšen premik tudi pri tradicionalnih podjetjih na pripravljenost glede inoviranja, pač upeljave novih načinov ali pa novih procesov in tega, da se konstantno stvari izboljšujejo. Ker nekaj je treba vedeti, da tudi tradicionalna podjetja so bila uspešna, pa preživela toliko časa tudi in predvsem zaradi tega, ker so bila vedno fokusirana na to, da se določene KPI-je izboljšujejo. Zdaj, ne nujno, da so bila ekstremno agilna, ampak v bistvu nek modus operandi, v katerem so iskala neko boljšo učinkovitost, višjo produktivnost in podobno, so vsaj ta tradicionalna podjetja, ki so obstajala in ki rastejo in uspevajo na daljši rok, vedno imela vgrajen noter. Zdaj, v zadnjih 10 letih so pa s temi spremembami, ki so pa prišle tudi strani startupov, ker so se startupi pokazali toliko bolj agilne v spremenjenih razmerah, je prišlo tudi do tega, da mislim, da je kar nekaj tradicionalnih podjetij danes izjemno dobro pripravljenih na to. Zdaj, mogoče za primer, to podjetje, v katerem sem jaz zdaj član uprave, torej NetCetera, tukaj iz Švice, nas je približno 600 ljudi in obstajamo od leta 1996 naprej. Zdaj, za IT industrijo je to skoraj dinozaver. In v bistvu je ena zadeva, ki jo podjetje ima, ta, da je bila tudi percepcija na trgu mogoče malo taka, da se pa podjetje ne zna zadosti hitro obrniti, ker za IT industrijo, če obstajaš 24-25 let, je to res staro podjetje. Na drugi strani pa podjetje, ne vem, je zato začelo kar nekaj let nazaj že, še preden sem se jaz pridružil, ogromno vlagati v inoviranje, torej v nove ideje, nove procese, v nove vertikale, s tem nove produkte, v nove industrije in podobno. In je danes pač v poziciji, zaradi katere najverjetneje tale kriza ne bo drastično vplivala na podjetja. In je s tem tudi v IT industriji verjetno eno izmed redkih podjetij. Ni takih podjetij izjemno veliko. Ja. Počasi nam bo čas iztekel, mogoče za konec. Kakšni so tvoji nasveti podjetjem, vodstvenim ekipam, direktorjem, kot zadnja zaključna misel? Ja, mislim, ena zadeva je predvsem ta, ogromno podjetij se trenutno srečuje z dilemami, kaj narediti z zaposlenimi, torej odpustiti, ne odpustiti, uporabiti, tukaj v Švici je tako imenovani Kurzarbeit, v Sloveniji, da se da ljudi na čakanje, oziroma da se zreducira delovni čas. Zdaj,
glavna zadeva je pač, podjetje mora imeti zadosti likvidnih sredstev, da lahko preživi. Mislim, da se splača izkoristiti vse inštrumente, ki jih država in banke ponujajo trenutno, ne. Jaz bi definitivno priporočal, da se vsa podjetja v bistvu v to usmerijo, analizirajo pred svoje opcije in da poskušajo pridobiti ta sredstva, če jim to pač prav pride, ne. Na drugi strani vse tiste stvari, ki bi jih podjetje lahko optimiziralo že prej, pa je odlašalo, naj se optimizira danes. Torej, naj podjetje ne čaka tudi trenutek ne več na to, da to optimizira. In ukrepi, kot je pa recimo odpuščanje zaposlenih, razen tistih, ki seveda spadajo v to optimizacijo samo, ki sem jo prej omenil, bi se pa jaz poskušal posluževati čim kasneje, ker če gre enkrat podjetje down that road, je vprašanje, kako pa kaj bo lahko podjetje počelo na dolgi rok in tudi po krizi. Tako. Sigurno vpliva tudi na ugled in imidž na vse. In zaposlovanje kasneje verjetno. Tako. Super, hvala Darko. Jaz mislim, da zelo super. Jaz sem izvedel ogromno uporabnih stvari tudi za nas. Mislim, da se vsi soočamo z podobnimi situacijami, tako da res hvala lepa, da si se nam pridružil. Hvala tudi vam, ki ste bili vsi z nami danes. Nadaljujemo z novim webinarjem že jutri izjemoma ob 14. Na desni strani že vidite opis tega webinarja. Govorili bomo z najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji. Prejšnji teden, petek, je Dnevnik podelil nagrade Zlata nit. Z nami bojo Geni, Zemanta, Red Orbit in pa tudi najboljša praksa pivovarna Union. In z nami se bo govarjala Edita iz Mediade, ki bo malo vodila ta pogovor o tem, kako mi trenutno komuniciramo s svojimi ekipami. Tako da upam, da se vidimo že jutri. Hvala in čau. Adijo.